Dober dan, zdaj se vam javljam pred podcastom, ker zdaj editamo podcast in smo videli, da smo kamero malček narobe naštimali in malček je iz fokusa, tako da, pardon, to je nova epizoda, ful je dobra, tako da vseeno čeknite, ampak ja, pardon, malo smo zafukali. Ampak uživajte vseeno dobra epizoda. Ok, čau, intro. Zdaj se spomnim, bila ena kontroverzna stvar zunaj, ki v bistvu se je obtoževalo enega, da je imel nek vibrator v riti. Tukaj bi mogel priti naš džingl, samo ga še nimamo. Let's go! Dober dan, dobrodošli na najboljši podcast Slovenije, člani podcast, like, comment, share in subscribe. Danes z vami Rimanič, Jure. Nehaj gledati ta Instagram, noben ti ne piše. Sem samo pogledal nekaj, ker sem rabo zvedeti. Povej, koga danes imamo. No, danes je z nami Wow. ena posebna punca, Wow. mlada dama, Wow. ki pa je ena izmed najboljših šahistk na svetu, definitivno pa najboljša šahistka v Sloveniji. Flex. Laura Vnuk. Živijo, hvala. Kako smo, kaj? Fajn, ful fajn. Sem ful vesela, da sem lahko v najboljšem podcastu v Sloveniji. Viš, ne pravimo mi, pravijo naši gosti, to je to, ne? Ja, sem član, oziroma članica. Članka. Članka, mi pravite, ok, ja. Ja, tako da, vse super, ful sem vesela, dobro volja sem, kaj pa vidva? Pa evo, super. Ful ne zgledaš. Kaj? Tak si super. Pa ja, ne vem, lep sonček je, veš kaj, malo ful megle mi te dni in mi je malo tako, sonca ne vidimo lik dosti. Ja, mene je ujel nek kašelj. Zbeži mu. Ne moremo Časen zbežati. si. Ena prijateljica mi je naredila nek napoj, tipo, da me proba pozdraviti, samo ni še pomagala. Ljubezenski? ali? Ne, ni Kakšen pa? ljubezenski. Kakšne imate Kaj mi je naredila napore? neki z medom, z ingverjem in kajenskim poprom neki. Ok. Ja, in da to moraš prežvečiti in pogoltniti. Tried it, zdaj to jemljem. Drugače pa, ja, to je druga zdravila. In nisem še čisto ok, ampak ja. To se bo slišalo, če kdaj zakašljem med podcastom, pomeni, da še to vpliva na me. Kaj je bil kaj tvoj teden? Produktiven. Produktiven. Delaven. Zanimiv. Imel sem po moje en tako 16-urni delovnik, tako da je bilo kar pestro. A čez teden ali? Ja, vsak dan je čez teden. On je Ja. ful delaven. Ali? Ja, če ne veš, on je delaven. Ja. On ful dela. Imam periode. In tako da ja, je bilo kar zanimivo. No? Jaz moram narediti najprej en shout-out našim prejšnjim gostom. Gepak Film so zmagali zlato rolo za 25,000 gledalcev. Ja, to pa ja. Tako Ko da- je že več kot 25,000 zdaj. Ja, ne, zdaj so že čez 30,000, ampak Smo dobili 2 zlate role. kaže, da ja, na 25,000 gledalcev dobiš vsako eno. Kaj, in pol, kaže, tako da, kaj prvo dobi režiser, pol dobi vsak naslednji. Je odvisno, koliko jih dobijo, da jih Ja, potalajo kaj lepo. to gre tako. Ja, če je režiser dobrodušen, da jih da, če nema zase. A lahko ima 2 zase. Pa, Zakaj pa ne, konc koncev? tako da lej, čestitke. Ti, če bi dobil zlato rolo, bi jo dal pol drugo, komu drugemu ali bi imel obe? Ne, če bi imel 2, drugo bi dal enemu v ekipi, sigurno. Ampak prva mora biti na moji polici, tam lepo plac narejen. Je pa hudo, mislim, zdaj, ne da flexom, ne. Ampak, vsi to niso lih nagrade, ampak imam 2 posebne omembe žirije in eno sem rekel Niku, kameramenu, da pač lahko si on vzame domov, ker itak imam 2 not. Že ki smo o nagradah in o najboljših, ne. Za nami je tle #1 šahistka, ne. Prej si vprašala, kje smo te našli, ko smo mi prišli Ja, do to tebe. me ful zanima. Moj tata, full fan šaha, pač tako globally šaha, non-stop to spremlja in to. In jaz sem dan tako grem mimo, vidim, gledaš šah, dej, veš kaj imamo mi v Sloveniji kakšnega jahega šahista ali šahistko, da povabimo na član. Je rekel, veš, da so ene 2. Za eno sem pozabil, je starejša in je rekel, zate je bolj mlada in tako full gazi, po moje je bila bolj primerna za vas, tako, dej, piši njej. Sem rekel, dej, grem čeknit. Sem te šel čeknit in pol sem videl, da si bila še v Metropolitanu, Ja. 30 uspešnih po 30 let, tam sem bil tudi jaz, tako da pač uspešni po 30 leti, Mona. In ja, smo rekli, evo, ti pišemo. Ful lepo. Tako Ful da- vesela. Spremljaš? Koga?
Ja, subscriber. Valjda. Bomo preverili pol since when. Ne, v bistvu, jaz sem bila na začetku ful tako proti podcastom, ker mi ni bilo jasno, kdo bi poslušal 1-2 uri folk, da govori. Si to malo umijeno uro. Dobro, ste se spomnili. Ampak v bistvu pa sem pa najdla kakšne dobre podcaste v tujini, pa valjda v Sloveniji, ne. Ja, in zdaj v prostem času, namesto da gledam filme pa serije, poslušam podcaste. No. Štekam zdaj, zakaj so tako cool, ker na začetku mi je bilo res tako malo, pač zakaj bi kdo to delal. Meni se zdi, da pri podcastih je tako, da jih poslušaš 1 leto, pol ti grejo vsi na K. Ja, Veš zakaj, ker je vse isto. Res se nasaturira trg z Ker vsem. jaz pač ne poslušam več podcastov. Jaz sem A res? 1 leto, 2 nazaj sem tudi jaz jih ful več poslušal. Jaz sem ful poslušal, zdaj pa se mi In kaj pa zdaj pač delate, poslušate v prostem času? Mislim, jaz prosto... ptičke. Kaj ti, ko ne igraš šaha, kaj delaš? No, jaz v bistvu sem še študentka neke vrste, tako da v prejšnjih letih, v zadnjih 5 let sem imela izpite v prostem času. Kaj pa? Biokemijo študiram, oziroma sem študirala, pišem samo še diplomo rabim. Imam že vse narejeno laboratorijsko delo, vzgojila sem protein, ga testirala, delala eksperimente na njem, vse legalno. V glavnem, ja, sam še napisati rabim, pa zagovarjati, pa se mislim posvetiti čahu. No. Tako da v prostem času sem to delala, zdaj pa v prostem času poslušam podcaste, pa filme, pa serije. Sem zabušavati začela malo, ampak paše, zelo paše. No. Imaš plan torej dokončati? Ja, če ne, si že na koncu. Moram. Ja, valjda, če sem na koncu, moram. Pol je samo vprašanje, če bi šla na magisterij ali ne bi šla. Ampak mislim, da najprej bom šah, ker v Sloveniji v bistvu sploh nimamo nobenega profesionalnega šahista. Kaj ti si profesionalno? Ja, študentka / profesionalka. Zdaj ne vem, če si študent, če si lahko profesionalc. Ne? Neke vrste sem, neke vrste nisem. Torej rabiš diplomo papir, da si uradno profi? Ja. Okay. Recimo, da bom pol tako zadovoljna. No, pač rada bi probala. Pa tudi Šahovska zveza in klubi bi me podprli v tem, ampak so rekli, da brez diplome malo težje pomagajo. Moraš imeti neko stopnjo izobrazbe, verjetno, ne? Ja, da moraš imeti višjo stopnjo izobrazbe. In kaj, da imaš naziv pro? Ne, da mi lahko pol mogoče pomagajo z finančnimi sredstvi, zato ker šahovska tekmovanja niso tako poceni. Eno tekmovanje je 10 dni, ti rabiš hotel za 10 dni, to je dan že 1000 evrov, ne? Letalska karta ti je povratna dan 500, odvisno kam greš. Ne? Po Evropi, že v Španijo, če grem, je 300 evrov. Ne? Drago je ratalo vse in pol imaš pa še treninge, ne, valjda trener, tako kot pri ostalih športih je 30 evrov na uro. Ne. Kaj te trener uči? Kaj igra z njim šah? Zdaj, ja, koliko video poznata šah? 3, jaz bi rekel 2 od 10. Okay. Jaz sem ga treniral v osnovni šoli. A res? Ja. Okay. Se pravi, figure znata premikati. Ja, to ja. Okay. Tako se začne, ne? In pol si človek misli, da zdaj, ko znaš premikati figure, pa ti bo več ali manj vse jasen. Šah je sestavljen, šah je ful kompleksna igra po algoritmu. Recimo računalniki ga probajo dekodirati že ful časa in ga ne morejo do konca dekodirati. Pa vemo, koliko so računalniki v zadnjih 20 letih napredovali. Ker v šahu je baje več možnih pozicij, kot je atomov v vesolju. In jaz nikoli, pa igram šah že več kot 15 let, začela sem ga pri 7, ja več, se pravi že skoraj 17-18 let. No in nikoli v življenju nisem imela iste šahovske partije, pa sem igrala več tisoč že. In to pomeni, da v šahu se moraš zmeraj učiti. Nikoli ne boš imel iste pozicije in vsakeč, ko narediš napako, se moraš iz nje naučiti, zakaj je to narobe v tej poziciji, zakaj sem narobe figuro premaknil, zakaj sem narobe figuro zamenil, zakaj sem narobe figuro postavil in trener ti pri tem pomaga iskati tvoje šibke točke s pomočjo računalnikov, ki so toliko boljši od nas. In mi pogledamo, trener pogleda računalnik in pol skupaj greva čez, gled, to je bilo kle narobe, naslednjič ne naredite napake. Ampak kako vidiš, kaj je napaka? Ja, računalnik... Ti zdaj premakneš in rečeš, ne, lej, ko si glup, mogo bi sem, da oni ti to, da ti ne to, kaj? Ja, je napaka? Napake so strateške ali pa taktične. Se pravi, napaka je, da ti daš kraljico, kmeta, lovca. Ne? To je material, ki je ful vreden v šahu, ker vsaka figura, ki jo imaš manj od nasprotnika, manjše ima šanse, da ti pač rata zmaga. Manj figur ali
nižjo. V primerjavi z nasprotnikom. Ne? Se pravi, če ima nasprotnik kmeta več od tebe, je velika možnost, da boš ti to partijo zgubil. Kaj če ima pa on recimo 2 kmeta več in nima kraljice in imaš ti recimo? Ja, se pravi, to je pa točka. Kraljica je vredna 9 točk. Pol pogledaš točke plus kmet, se pravi, tiska ima recimo. kraljico, ima 7 točk več. Se pravi, to je absolutno konc praktično. Ne? Ja, pač ni samo število figuric verjetno vredno, je vredno ti tudi tako računaj. moč, ne? Tako. Okay. Pol imaš pa tudi strateške napake, se pravi, na mojem nivoju se ponovadi ne dogaja več taktične, da dam kar tako figuro za ston, ampak se dogaja pa strateške. Se pravi, lovca sem postavila na napačno mesto. Ja. In to pomeni, da bo moja pozicija zdaj v podrejenem položaju, recimo. Če bi ga pa na pravo mesto dala ali pa kjerokoli drugo figuro premaknila, v tem primeru bi pa se lahko čist drugače igra obrnila, ja. Butterfly efekt. Ja. S trenerjem pač delaš na teh napakah, ful se učiti treba. Recimo šah res igram že dolgo časa, pa sploh ne poznam še tako 50 otvoritev, ki jih je na svetu, pa to je sam začetek šahovske igre. Pa ti delaš še središčnico, pa končnico. Otvoritev je koliko? Razloži, kaj je otvoritev. Ja, otvoritev je pač začetna faza igre, kjer v bistvu ti sam razvijaš svoje figure in zavzemaš centralna polja, torej v bistvu izražaš svojo dominanco na začetku in tisti, ki pride ven bolj dominanten, bo imel čez igro pač bolj široko, pač bo šlo lažje čez, ne. In se pravi, tisti, ki pride ven z otvoritev boljši, tisti, ki se je bolj otvoritev naučil ali jo pa bolj pozna, bolj razume, bo imel večjo možnost, da bo partijo zmagal. Ne? In to je recimo ful pomembna faza igre že v začetku, se pravi premikanje kmetov, figur. In faza otvoritve se konča, ko so ponovadi vse figure razvite in ko je kralj na varnem. Okay, razvite pomeni, da so eno korak se premaknile. Da so šle ven iz začetnega položaja. Okay, to je naslednja pozicija. Tako, ja. Kaj je večina figur šla ven. Samo to traja, verjetno, sigurno ne lahko dosti časa, ne? 20 potes, ja. Toliko kot je figur? Ni nujno v bistvu, ne? Lahko še ful več v bistvu, ne? Ker ne? kmeti, če so na osnovnih poljih, je v redu, važno, da se tiste ostale figure razvijajo. Aha, kmeti so lahko? Ker kmeti ti v bistvu sam zauzemajo centralna polja. Niso pa uporabni toliko, ne? Ja, na začetku glih ne, so pa pol glavni lahko v končni fazi igre, kaj je pa končnica. Končnica je pa faza igre, kaj je ful malo figur gor. Pač subjektivno je, kdaj se začne končnica, pa kdaj se konča središčna igra, to je pač vse odvisno, kdaj imaš ti občutek, da se dosti figur zamenja. Ma ti, ko to igraš, ti zdaj vidiš, ok, zdaj smo končali začetno fazo, zdaj igramo v drugo. Ne govorim si tega. Se to ne slediš, to pač je v bistvu neka teorija. Ja, sam tako, da je za informacijo, pač da obstajajo 3 faze igre, ampak jaz, kaj igram partijo, si rečem, ok, klele, to je to, kar sem se naučila otvoritve, zame zdaj konc, zdaj moram računati, ne zanima me, zdaj to središčnica ali ni. Ok, in ko greš pol na naslednjo? Ja, in pol se začne faza kalkulacije. Mi šahisti probamo biti kot računalniki oziroma kar kalkulatorji. Naši možgani morajo delati kot kalkulator in ko tvoj spomin neha delati, se pravi, ko prideš ven iz te osnovne faze otvoritve, ki si jo na piflu naučil, razumel, in zdaj moraš ti iskati ideje. Tvoj cilj je, da svoje figure postaviš na najbolj optimalna mesta, da je kralj na varnem in iščeš zdaj ideje, kako boš presičil nasprotnika, kjere fore lahko uporabiš, da ga premagaš, kako napast kralja, je to pametna ideja, je to pametna strateška ideja, ne? Da se ti uslabiš, pa recimo nasprotnika potencialno lahko zmedeš, se tudi malo igraš psihološke igre včasih. Kaj pri šahu si tiho? Ja. Moraš biti striktno tiho. Ne moraš ga malo, ko je slab, bala tebi. Ja, v bistvu, kaj se je zgodilo, mi smo imeli šahovsko olimpijado na Bleda leta 2002 in so prišli slovenski navijači navijati z unimi. So jih pospremili ven, ne? In so jih takoj, sem to bil že šahiste šok. Ker pri nas mi, kaj igramo, kako sem rekla, moraš biti malo kalkulator, to je tako neke vrste trans, ne, ti si takole tam. Ja. In ti probaš čim bolj odmisliti ostale faktorje. Če kdo zakašlja, te lahko hiter zmot. Če ti kdo odpre piksno, te lahko ful hiter zmot. Nekaj pa za nasprotnik, veš, ko poker, da mu malo tipo, kao neki da glumiš, to lahko? Ja, sam da ne smeš govoriti. Tako, to je v bistvu se ona pride, si rekla, da prideš ti na tekmovanja spedena na z attitudom. Ja, se to dejansko vpliva, ne? Pač koliko si samozavestna, prej priješ na igro, ne? Točno tako. Tako boks, pač.
Ja. Mislim, jaz sem se velikrat že ustrašila nasprotnic ali pa nasprotnikov, že prej, ne? Zunam čist resne, urejene, redi, da me zbijajo tam doli šahovnice, tako prav dobesedno. In sem jaz pol tudi vzela ta attitude, ne, do šaha. Jaz se ne grem takih iger, jaz bom tudi tako prišla, ne. Kako izgleda tvoja oprema za tekmo? Ne, se ni nič tazga, ne, ampak ponavadi imam visoke pete, imam srajčko, imam te elegantne hlače, kostim, oblekco, tako, mislim, fajn mi je, da se jaz lepo počutim, pa dobro počutim, udobno počutim. Mislim, to je prioriteta, valjda. Ne bom se zdaj oblačila tako na pol naga, zato ker... Ne, mora biti elegantno, ampak ne... Zgledaš dobro, ko ga nabiješ. To je klasi igra, to ni... Točno tako, Zdaj šah je zame v bistvu zelo elegantna igra, v bistvu več, ko jo poznaš, bolj vidiš, koliko je teh nijans, pa koliko, mislim, s kralji, kraljice, ne, valjda. In se tudi neke vrste temu primerno oblačem in tudi mi šahisti imamo na večjih tekmovanjih prav dress code. In ti ne smeš pri trenerkah, ne smeš imeti športnih obutev. To je prav. Ja, je full fajn in sem enkrat, recimo prvič, ko sem šla na tako večje tekmovanje, nisem vedela, da to obstaja in so me skoraj nagnali iz šahovske dvorane. Ker nisem imela elegantnih hlač, ampak sem si dala neke črne pajkice gor, ker nisem mislila, da so tako grozne. In pol po partiji pride sodnik do mene pa reče, lej, če prideš taka, jutri te bomo diskvalificirali z tekmovanja. In sem pol mogla iti v shopping, Ampak in potem sem se naučila, lej, se bom pač oblačila tudi temu primerno, če je tak dress code, ga bom upoštevala, kar se da skosne. Kaj na šahu imaš pretekmo, na košarki imaš raztezne vaje in tako, pevci imajo generalko, vi imate kaj, da se segret? Mislim, šah je igra možganov, ne, se pravi ti... Kaj, sodoku pred tekmo? Ne, mogoče, tudi Tudi to sem že prakticirala. Ti se greje malo možgane. Ja, mislim tako, ker se oni ogrevajo mišice, moram jaz ogreti možgane. Jaz recimo ne smem se kar zbuditi pred partijo 1 uro in mislim, lahko grem, ne. Ampak ne bom preformala isto, kakor če bom ostala vsaj 4 ure prej, no, če so partije zjutraj, ne bom, ne. Ker nisem jutranji človek, se ne bom potrudila toliko, ampak zato imam pa ful slab skor v jutranjih igrah. Takrat, ko se igra ob 9:10 zjutraj, jaz ne funkcioniram dobro. Tako da, ampak če pol recimo jaz ostanem, moram spiti kavo, poješ nekaj za možgane, da se tudi oni seveda nahranijo, ker imaš ti prav neke hrane tudi za možgane, oreščki, čokolada. Imaš kakšno dieto pred tekmo? Mislim, fajn je, da se ne naješ preveč, da si utrujen. Ne smeš preveč ogljikovih hidratov, verjetno, če imaš. Ne sme biti preveč težka hrana, pa ogljikovih hidrati so čisto v redu, se mi zdi. Pa med igro mi lahko tudi jemo, no, oreščke, čokoladice, lahko si prinesemo sabo. A to ne moti nasprotnika, ti tam... Ja, to je glih fora, ti može biti toliko spoštljiv, da ti vstaneš, med partijo ti vstaneš, pa se obrneš, pa poješ nekaj, da ne motiš nasprotnika. Ker mi gremo na WC med partijo, pa lahko naredimo en krog po igralni dvorani, mislim, več krogov po igralni dvorani, lahko se premikamo, v bistvu mi hodimo vmes med šahom, pa pol razmišljamo. To je meni bilo vedno najbolj fascinantno. Ki sem gledal stari in tako, oni pač naredi moving, greš cel. Sej imaš urico, ne? Ja, ker to omejuje. Je urica, ne? Fascinantno je še vedno, da pač, greš cel. In potem pride nazaj in tako odigra, kam je jasno. No, evo. Kaj, gremo čez eno tekmovanje, recimo, zdaj, kako poteka to tekmovanje? Ti igraš, kako dobiš tekmovalca, recimo, kako to gre? Pri šahu, ko prideš na tekmovanje, imaš starting listo, točno veš, kdo bo na tem tekmovanju in tudi registracija se zapre nek čas pred tekmovanjem, da pol ni prevelik šok in ti prideš na tekmovanje en dan prej valjda in pol naslednji dan ti dobiš pare. Pare naredi računalnik in tako recimo imaš 100 igralcev, prvi igra s 50, drugi z 51 in tako naprej, ne. Te rangira tako pol po točkah. Se pravi, tisti, ki imajo enako točk, bo igrali med sabo, s tem, da se rating prepolovi. Se pravi, prvi bo zmeraj igral s polovico, tiskaj na polovici z ratingom, ki ima tisto točk. V glavnem matematično. Čakaj, razloži to malo boljše. Torej, recimo, ti imaš recimo koliko točk? Imaš ti, kakšen je tvoj skor, tako globalno? Zdaj to so pač ta elo rating, to je tisto, kar te točkuje. Razloži, kaj pomeni elo rating, mogoče. Tako.
Zdaj, elo rating so v bistvu točke, ki jih dobiš ali pa zgubiš v primeru, ki igraš z nekom, ki ima tudi elo rating. Recimo, če igraš z nekom, ki ima rating 2500 in ga premagaš, boš dobil recimo 8 točk, če remiziraš, boš 2 točke, če zgubiš, boš zgubil 3 točke. Se pravi, računalniško je skalkulirano, glede na njegov rating in tvoj rating, koliko boš ti pridobil ali pa izgubil z porazom, remijom ali pa zmago. Okay. Torej imaš nek svoj rang vsak ima. Tako, vsak ima svoj ekstra, specifičen rating. Moj rating je bil, na vrhuncu, ki je bil 2410, Magnus Carlsen ima 2850. Kaj je eno primerjavo, to je dosti malo. In začneš pa s 1500. Aha, na gor gre. Tako, in gre pol na gor. Začneš z ratingom okoli 1200, 1500 in potem pridobivaš ali pa zgubljaš glede na to, koliko si dober. Ne? Torej ti si imela 2458, si rekla? Ne, 2410. 410. Ok, Carlsen ima pa 800. 2850, recimo najboljši slovenski velemojster ima 2650. Blizu si bila. Ja, no, Jaz sem tle dosti ljudi vmes, ne? Mislim, da razloži malo to skalo v bistvu. Ja, ko se rangiraste. Mislim, skalo, recimo, ok, verjetno je neka razporeditev naravna, ni? Mislim, naravna. Curve. Ja, curve, ne? Ja, da je pač ful več. Ja, Ful jih je nekih povprečnih verjetno in pol vedno boljši, ko si na vrhu. Ja, no, zato imamo pa mi titule, da ne obremenjujemo ljudi s temi točkami, ker te točke so res matematično izračunane. To jaz ne morem zdaj govoriti za vsakega, pač vsak je posebej. Se pravi, to tekmovanje igraš, ti boš igral z nekom, ki ima 2500, 2200, 1900, en bo pa igral z drugačnimi. Ne? In zato imamo pa mi titule, recimo toliko, ki imaš rating, toliko ti pripada neka titula. Recimo začne se že pri ratingu 1600, imaš lahko 4. kategorijo, potem se gre stopnjuje. Okay. Vse do prve Kaj dobiš? Prva kategorija, to je tvoj naziv. Ja, tako je, to je pol tvoj naziv. Ja, torej šahist prve kategorije, tako se reče. Okay. Kaj si ti zdaj? Jaz imam mednarodni naziv ženske velemojstrice, pa absolutni naziv mednarodnega mojstra. In zdaj to je drugi najvišji naziv sploh v šahu, najvišji je velemojster, ki ima nivo 2500 ratinga. Se pravi, takrat ponovadi, ko imaš nivo 2500, ti si velemojster. Ampak pol, če zgubiš točke, ti vzamejo titulo ali si še vedno? Ne, če ti dobiš to titulo, ker to titulo ne dobiš kar tako, da dobiš rating in ker moraš ti zaslužiti si norme. In te norme so zelo, zelo težko dosegljive in če si ti kdaj v življenju dosegel in naziv in norme, dobiš titulo, ki ti ne morejo vzeti. Okay. Tako da jaz sem prišla na nivo mednarodnega mojstra, ki je nivo 2400, pa sem pa zgubila par točk, ker sem šla študirati na izpite in sem še zmeraj mednarodni mojster, seveda cilj je, da grem nazaj. A torej si malo zgubila? Ja, jaz sem zgubila. Zato, ker ko enkrat ne treniraš konstantno in greš sam... Padeš ven, ne? Padeš ven. Ok, čakaj, nad 2400 v ženski... je ločena moška in ženska kategorija to? Zdaj, tako, ja, šahisti imamo spet specifično. Imamo ločeno svetovna, evropska prvenstva in olimpijade, ki so neke vrste naše olimpijske igre, drugače pa imamo opne, kjer se pa vsi med sabo združimo in igramo med sabo. In zdaj največ tekmovanja opnov, evropsko prvenstvo je samo eno na leto. Torej, moški in ženska se en med drugim, en z drugim, v bistvu nima veze spol, vse starosti, vse. Vsi, ja. To je lovki hudo. Ja, fulje. Pač ono najjači šahist, kaj ima veze, kdo si, kaj si, kje si... Ni važno, si ženska ali si moški, ampak te obe ocenjuje titula in rating, ki imaš. Ti so številka neke vrste, ne? Koliko si pomemben. Ja, ker tle ni tako, se mi zdi, ki recimo ne moreš dati recimo, ne vem, v tenisu, pač moške in ženske skupaj, ker pač je moč razlika. Tle pa je samo, ok, cool. Kaj tle je kakšen advantage, ženske moške ali... Ne, kaj? Ja, zdaj to je spet taka tema, ki imaš lahko dve mnenji. Zdaj žensk je samo okoli 10-15% v šahu, ostalo so moški na splošno globalno, govorimo. In recimo pri teh številkah je samo ena med top 100 moških, se pravi v top 100 vseh na svetu je samo ena od teh ženskah. In zdaj to te pač malo... Mislim, pa se malo zamisliš, ne, in si rečeš, čakaj, zakaj pa ni več žensk, ki so tako močne, a je mogoče sposobnost žensk nižja v teh primerih, ali kaj je problem, ne? Kaj pa, če niso pač šahistke toliko?
Ja, zdaj to je vprašanje. Zdaj eno vprašanje je, a je mogoče problem socialni vidik, da punce niso toliko zainteresirane v šah ali pa seveda te analitične športe oziroma tudi matematiko in te stvari na splošno ali pa jih prej neha zanimati šah, pa mogoče kakšne druge stvari in pol hitro opustijo. Ali je pa res to, da mogoče imajo moški kakšne boljše sposobnosti, ki so pomembne v šahu, ali je to koncentracija, predvidevanje vnaprej, sposobnost, da ti vidiš neko pozicijo v glavi, si predstavljaš nadaljevanje, predvidevaš nasprotnika in tako naprej. In zdaj, a je tudi mogoče problem, da so ženske bolj imajo hormone, nihanje hormonov in a to vpliva potem na 10-dnevno šahovsko tekmovanje? Ker recimo, niha lahko ker tudi... Ker šah je pa psihološka igra. Če ti prideš na partijo in si rečeš, jaz sem dan slabe volje, jaz bom zgubila, praktično konc, ne. Medtem, ko se mi zdi, da moški, kakor imam jaz izkušnje s tem, odmislijo ful bolj z lahkoto te stvari, kakor jaz. In je ful teh aspektov in potem se pojavlja to vprašanje, a smo dejansko tako sposobne, kakor šahisti, da dosežemo ta najvišji nivo, a imamo mi možnost to raven koncentracije, ne vem česa vsega, ali je pač to sam družabni aspekt, ali oboje, ne. Verjetno boje. Verjetno je kombinacija večjih stvari. Tako, kombinacija večjih stvari je moje mnenje, valjda. Bomo videli, ne, seveda pač ženske nasplošno dosti malo v šahu in moramo najprej delati na tem, da jih čim več privabimo v to igro in pol se bomo lahko pogovarjali o kakšni temi. No, zato imamo spet tudi ženske nazive, ker ženski nazivi so pa šibkejši od moških oziroma absolutnih nazivov. Recimo, jaz sem ženska velemojstrica, kar je na nivo 2300, medtem ko moški velemojster oziroma absolutni, ne, mi temu rečemo, ker lahko so ženske in moški, seveda, je pa nivo 2500. Se pravi, 200 točk je tukaj razlike. To se je pa zgodilo zato, ker Svetovna šahovska organizacija že ene 40-50 let nazaj je ugotovila, da imajo ženske povprečno 200 pik nižji rating od moških in so nam dali svoje nazive. Tako, kot pač v ostalih športih imaš ti žensko-moško ločeno, imamo mi ločene nazive. Dej še to mi povej, to še prej nekako nisem uspel vprašati, ali pa nisem uspel odgovoriti. Nad 2300, koliko je ljudi gor, tako če imaš občutek? Koliko bi rekla, da je boljših še od tebe? Žensk mogoče? Pri ženskah sem v top 100 na svetu. Aha, ok. Želim si biti više, seveda si želim biti top 100 je že kar. Ja, seveda. Top 3, top 1 mona. Ja, valjda, ampak počas, ne bomo top 5, ajde, začnemo s top 5. Ja, v bistvu, recimo moj naziv, ki ga jaz imam, je absolutni mednarodni mojster in tega ima, mislim, da samo okoli 40 ostalih žensk na svetu. Recimo moških velemojstrov, mislim ženske, ki so absolutni velemojster, je pa okoli 20, še celo manj. Se pravi, zelo malo, ne. Hudo. Ja, je fajn, ja. Ja, sem hotel dobiti malo, veš, občutek, kje si, ja, ne? Ampak če pa govorimo zdaj v absolutni konkurenci, če upoštevamo še moške, to pa nisem gledala številke, ampak vem, da pa prav obstaja, ko greš ti na moj šahovski profil, ti piše, kjer je World Ranks ali pa Europe Ranks. Nisem gledala, zato ker so številke velike. Ne, ma dobro, se nimam hvaliti s tem, to veze, ne, ampak ne. To je že kar... Top 100 žensk je... To je kar wow. Valjda. Kira pa si na 100, veš mogoče? Ne, s tem ratingom, ki ga imam, sem okoli 100, se mi zdi. Ampak bila sem po enem momentu okoli 50, 60. Kira pa je bila tvoja najvišja? Ja, sej to pravim, okoli 50, 60, ne spomnim se točno številke, res. Okay. Prej, ki si pravila, da pač mogoče tudi manj žensk na vrhu, ki prej obupajo. Kaj tebi tako všeč v šahu? Kaj tebi tako vleče že 18 let? Pač to je vprašanje, ki ga še sama v bistvu ne znam povedati, ne znam odgovoriti. Jaz sem začela že dosti mlada, že tako vprašanje, kaj mladega otroka sploh v bistvu motivira, da bi igral v šah, da bi sedel za šahovnico, namesto da bi se šel ven igrati ali pa kjer drug šport treniral in tako naprej. Pač, jaz sem, preden sem šla v šolo, sem se zbudila prej, da sem lahko šah igrala na računalniku, recimo. Jaz ne vem zakaj, pač, če zdaj se sprašujem, pač kaj je bilo z mano narobe, ne. Ampak interes je bil in pol sem dosti hitro ratala, imela sem rezultate, pač pokazala se je, da imam talent.
za to analitično igro, pa pač povezano z matematiko, logiko in tako naprej. In pol enkrat, ko otrok dobi tiste pokale v roke, pa medalje, pa čokoladice, ki jih dobiš. Kar jako. Ja, in sem valjda bila čist nahajpana, jaz bom to delala čim dlje, kar lahko. Ne. In ja, v bistvu to je neka stvar, ki me v bistvu še danes pač motivira, ne, pač valjda hočem biti najboljša, hočem biti uspešna, vem, kaj sem sposobna, pa ko se ti z nečem ukvarjaš toliko časa in ko to pač jaz igro to res poznam, mislim, to je zame del življenja, ko si ti od 7. leta naprej v nekem mindsetu. Valjda, del tebe. Ja, jaz sem probala, ko sem šla na fakulteto, sem si rekla, prvi letnik, jaz bom naredila vse izpite, vse kolokvije, šah na stran, čao, za 1 leto. In jaz po enem mestu sem gledala karte za naslednji šahovski turnir, jaz nisem zdržala. 1 mesec sem zdržala, ja, no, in zato sem si pač pol tudi rekla, dobro, ne, pač ne bomo profesionalni biokemiki. In sem si tudi vzela za študij, dodiplomski študij več časa, kot povprečen študent, ne, se pravi za vsak letnik 2 leti. Ne. Dobro, ajde, imaš razlog. Ne, ja, recimo, da imam razlog, čeprav to ni bilo v planu, ampak enostavno jaz nisem držala brez šaha, to je bil del mene in mislim, neke vrste me tudi pomirja. Ne. Ko jaz igram šah, sem v transu, jaz sem čisto v svojem svetu, jaz sem v šahovskem svetu in probam odmisliti čisto vse probleme, kva se dogaja doma, kva se dogaja tam, kaj se dogaja na fakulteti. Sem problem je nek, psihološko je to nemogoče, ne. Ampak pomaga pa. Pomaga pa zelo. Ena igra koliko traja? Kako se to? So različne igre, ja. Lahko si izbiraš sam, moraš določeno... V bistvu, zdaj za nasprotnike si itak ne moreš zbirati, sam to določa računalnik, tako kot sem rekla. Ja. Valjda si ne moreš zbirati sam. Čakaj, kaj, vi se poznaste tako malo med sabo? Tipo, da zdaj ti si z nekim indicem in rečeš, fuck, stari, ja, valjda nisem s tem. Ja. Okay. Zdaj, mislim, tisti, ki so uspešni, pa ki so v šahu že nekaj časa, pa ki so nekaj dosegali, ti veš, s kom igraš. Če pa je nekdo nov, pa ima malo nižji rating, zdaj pa rečeš, jaz nimam pojma, kdo to je. Ne? Zdaj je odvisen. Ampak ja, recimo včasih je že imeti strah in trepet, ko ga vidiš. To je tisti problem, ne, ker rečeš, on je pa toliko dober, jaz ne moram nič proti njem, ne? To je že konc, ti si partijo praktično zgubo. Slab mindset, ni to. Ne moram tako, ne. Ja, samo je tako, je dal dosti bitk za sabo ta človek, ni da nima pojma, ne? Je nekaj na temu. Ampak tako, ja, pač samozavest. Ja, mora ti dati motivacijo in jaz bom en, ki ga bo zmagal. To. Recimo, to je nekaj, kar jaz nimam. Mislim, jaz ful trudem, pa si ful govorim, ne, jaz to lahko, pa jaz pa pridem samo pol prideš tam, ja. Ja, ne, to pa tudi šahisti, mislim, sem sodelovala s športnimi psihologi, no. Kdo je tebi na tekmovanju tako te prestrašil? Kako se kliče ta? Ki si doživela malo? Ja, mislim, recimo uvrstila sem se na svetovni pokal prvič, to je v bistvu neka vrsta kot svetovno prvenstvo najboljših, ki gre pa za knockout sistem, tako kot pri tenisu, ne. In sem drugo partijo dobila eno Azerbajdžanko, ki je imela višji rating od mene, ki vem, da je bila svetovna prvakinja do 20 let. Sem rekla, pač ona ima rating skoraj 2500, pa ful resna je tudi, čist prezenca. In tako ful sem si govorila, ne, pa se je okej, pa se bo šlo. Ja, pol je prišla tam, ta Azerbajdžanka. Ja. Tak. Ja, mislim, ne, tako... Sem že neke vrste, sem si ful govorila, da ne, sej lahko, ampak v bistvu sem jaz vedela, pač sej boljša od mene. Ja, sej ne vem, če lahko ta elo prelisičiš, pač, ali se da? Ne, ti moraš sebe prisičati. Ja. Ti ela ne moraš prisičati, sej ti lahko premagaš nekoga. Jaz bi lahko premagala Carlsena, če bi imela srečo, pa bi bil tisti moj dan, pa bi on nekaj spregledal. Sej ti ne veš, kaj se dogaja v nasprotnikovi glavi. Sej nasprotnik je lahko tudi v neki zadregi, ne? Kaj je mogoče... Zdaj vem, da to je že malo glupo vprašanje, ampak enih parkrat sem igral tako šah s kom, ki je res znal igrati šah. In vedno sem imel nekje neko upanje v sebi, da moja poteza bo toliko glupa, da jo on ne bo videl. Kaj je to šansa, da ga lahko nekoga tako zjebeš, ki si toliko glup? Ja, ker se pač človek, ker to je spet psihološka igrica. Nasprotnik odigra neko potezo, kaj ti nisi pričakoval. Se ti najprej vprašaš,
kaj sem spregledal. A ne? Ja. In pol, Kaj on ve, da jaz ne ja, vem? kaj on ve, kaj jaz ne. On ne ve nič. Ampak ti tega ne veš, ker se ne moreš pogovarjati med sabo. In pol pač nasproti, pač jaz pol razmišljam tam in si rečem, ok, to ne gre, to ne gre. In pol gledam in pol nasprotnik čisto, veš, samozavesten, čist. A veš, in pol je spet, in grem čez iste variante še enkrat, pa kaj jaz ne vidim, kaj z mano narobe. Urica teče? Ja, in urica teče in pol naenkrat imaš na uri 30 sekund. Ja. In lahko, ker imaš malo cajta, zafrkneš. Ja. Težko je pol hiter. In ja, je, valjda. Torej, jaz imam šanse na svetovnem levelu. Mogoče, ja. To je to. Mislim, da kakšen bi poštekal, da si glup samo. Pač. Dobiš se tekmovalca, začne se igra. Koliko traja igra? No, ja, to sem v bistvu, spet smo malo zabredli. Ne, se v redu, vse to je cool. Zdaj, pri šahu imaš ti različne vrste šaha, imaš ti klasičen šah, ta je tisti najpočasnejši, potem imaš pa pospešeni pa hitropotezni šah. Hitropotezni je ful zanimiv, zato ker figure gor pa dol letajo in vsak igralec ima na uri okoli 3 minute. Za celo igro, ne? Tako, za celo igro. In partija pol traja 6 minut, ok, zdaj včasih imaš dodatek na 2 sekundi za vsako potezo. To je zares 6 minutah se konča pač. Ja. In to je ko moraš to misliti. Ful hiter ti mora možgani delati, ful hiter ti mora delati intuicija in tvoja roka mora biti skozi pripravljena, da odigra, pritisne na uro in ena roka tle. Ne smeš. Mi ne smemo uporabljati obeh rok, če ti premakneš figuro s to roko, moš to tudi uro. Ok. Glih zato, da si nisi na teh trikih. Ta format je ful zanimiv, tudi za televizije in te prenose, to se skozi dogaja. Samo to ne razumeš nič, če si nek laik. Kaj razumeš? Žal ne. To sem enkrat povedal. Kako boš pa razumel to? Enkrat nisem mogel zaspati in sem rekel, fuck it, grem gledati šah. In je bilo dejansko zanimivo. Ne, je bilo zanimivo in postalo napeto, kjer bo zmagal. Ja, ma si nisi vedel, zakaj. Ne, si pač razumem šah, ne, ampak tako. Razumeš toliko, ja. Ja, če nekdo lahko naredi napetost. In naredi napeto, ne moreš verjeti. Če ti pogledaš tudi recimo kolesarstvo, samo po sebi pač kolesarjo, ampak če imaš ti nekoga, ki ti pove, gled, ko to se je zdaj zgodilo, pa lej to taktiko, pa lej to strategijo. Oni imajo komentatorje in to naredijo. Ja. In to je tisto, kar naredi šport sam po sebi ful gledan, kvaliteten. Ne? Ki je bil en komentator, prav se spomnim, bil prav, ne, kaj je zdaj naredil? In sem bil, kaj je naredil? Ja, se to, kaj je naredil? Ja, se je tako naredil. Sem videl, da ga je premaknil, očitno je frka, gremo v frkom ona. Ne, to vidiš pri teh borilnih športih, če veš, neke te prijeme in to ti je zanimivo, če pa ne veš prijemov, ti je pač ono, kaj se pač tepejo, ne? Točno. Ja, ampak vseeno zabavno gledati, ne? Pa ni toliko, veš, ba je. Ne, jaz recimo ne bi tega gledala, ker sem spoznana, to in ne razumem. Če ne veš, da ga prijeme veš, to je to, kaj na tleh tej fajti, vsaka roka ne pomeni neki, da je naredil, veš. To, kaj imate vi, naprimer, tle, imaš ti malo showmanshipa, vi imate kaj showmanshipa, da to kaj... V šahu je kaj tega? Ja, glih, to je problem, ker šah ni nek televizijski šport in se ful malo pol tudi organizacija ukvarja s tem, da bi pokazali. Tu je telovadnica in miza. In napis, welcome, šahisti. To je to, ostali ven. Ja, ne, se trudijo za to in je bil šah tudi nedavno na televiziji, sem bila komentatorka na Šport TV-ju. Šah je prav bil, tako so igrali, prav naredili so sponzorske ekipe, ne? Vsak sponzor je imel svojo ekipo in se je izbral najboljše igralce in pa so tekmovali med sabo v tem pospešenem šahu, zaprav ta je malo počasnejši od tega hitropoteznega. Kako imamo, 3 minute, polja? Se pravi, ta je bil 15 minut za igralca. In dolgo? Se pravi, ena partija ti lahko traja tam nekje pol ure 45 minut. In najdaljši? Klasičen je koliko? Klasičen je pa za vsakega igralca na uri imaš 90 minut, za vsako potezo, ko igraš, dobiš 30 sekund in pa po 40 potezi dobiš še pol ure. Ne razumem. Kako? Se pravi, 90? Ti imaš šahovsko uro. Ja. In imaš dve strani, se pravi, vsak ima svojo stran. Okay. In na vsaki je napisan 90 minut. Ja. In zdaj ura ti bo vsakeč, ko boš udarila, po njej dodala 30 sekund, ker je tako programirana. Dodala ali odštela? Ne, dodala. Plus 30 sekund dobiš. Zdaj ti igraš. Ja. In tebi se odšteva od 90 niže. Ja. In čim jo tapneš, ti prišteje 30 sekund. Ja. Samo ne razumem, zakaj je logika. No, da ne zmanjka, ne? Tako, zdaj fora v tem včasih... Fora je, da zmanjka, zato nisem razumel bilo logično. Ne, proti koncu, no, povejmo, profesionalka, ja. No, Mislim, ti ki nekaj veš o tem. Ja.
na šavsko. Kaj je bilo včasih? Ti si imel une analogne ure, Ja, one ki si pač Ja, ja. šlo. In pa so oni ugotovili, bomo mi naredili digitalne ure in bomo fleksali in namesto, da bomo tisto odštevali, da bo vsak igralec imel pač to, kar piše, da imamo mi vsakmu igralcu 30 sekund, ko odigra potezo. Zakaj? Zato, ker ti enkrat pol priješ na tok nizek čas, ka ful razmišljaš, ne? Za eno potezo sem spravila tudi 40 minut, samo za eno potezo, ne? Ja. In pol enkrat... Kmet, naprej, eno. Ja, pa se je verjetno čas, ja. Ampak, vsaka Kmet šteje. poteza šteje. Fako mora biti, fako. Ja, kaj se tam dogaja v glavi, je absolutno nenormalno. Kaj polko narediš prosti? To je eno potezo si ono, Ja, okej. in vstanem in se sprehodam, da se malo hladim. Jaz sem koliko kalkulacije bo zraven za tak kmet. Ja, absolutno. Mislim, ti moraš računati, predvidevati, kaj hoče nasprotnik, kaj hočeš ti. In pa moraš ti nek plan narediti, kaj tebi ustreza, pa nasprotniku ne ustreza. In pol včasih moraš te plane, za vsako potezo moraš ti plane prilagajati. Ti ne moreš kar slediti svojemu planu, ker si ga mislil 5 Ja, v štartu, ne. Ma kaj To ne gre, ne. Ni v bistvu šah pol ti, da se Adaptability. naučiš na pamet čim več potez. Ne moreš. Taktike mogoče se lahko naučiš, ne se taktike, naučiš in ampak pol pol dobiš moraš, intuicijo, tako. jih moraš na trenirati podlagi- intuicijo. Ne moreš se poučiti, ta poteza po tej poziciji je dobra. Ne moreš, zato ker te pozicije nikoli ne boš dobil. Ja, ne, si to, če memoriziraš vse možne pozicije, Ja, teoretično. Ja, to je, Ja, to je, ne, to je rekla, da je več kot Ampak good luck, ne, to še računalnik ne zna. atomov v vesolju, ne? Ja. Glej se to šah tako zanimiv, če ne bi ga naštudirali in rekli čao, ne, gremo drugam. Ok, v glavnem, po 30 No, v sekundah. glavnem, Ja. ja, in po teh 30 sekund so narejene glih zato, da tebi nikoli ura ne prije na nič minut. Pač lahko ti pride, če pozabiš pritisniti na uro, ampak to naredi igro bolj zanimivo, ker pol igralca pritiskata na uro. Ne, jaz bom dobil 30 sekund. In pol on razmišlja, jaz bom dobil 30 sekund. Aha, da v bistvu ne izgubijo zaradi časa. Ne? Tako, da ne zgubiš zaradi časa. In pol tistih 40, po 40 potezi ti pa ura doda avtomatsko še 30 minut, ker je ura spet narejena, da zaznaš 40krat sem bila udarjena, bum, ne, zdaj bom dodala pol ure. Kaj ste se vi kdaj izmenili med sabo? Fakt, tebi zmanjkuje meni in gremo mi to tap, Ne. tebi 30, meni 30. Ti si nočeš dobro tam. Ja. Ne bom jaz pustila nasprotniku, da doda čas. Ne, to je proti pravilom. Žal. Ta partija traja v povprečju tam nekje 3 ure pa pol 4. Joj, to je pol delovnika. Jaz sem imela že partijo, ki je trajala 6 ur pa 20 minut. Kaj ste delali? Ste jedli vmes, spali pol ure? Pač, Igrali so šahi, ure. Dobro, ma na koncu si pa res. Da vsak dan daš 6 ur. Ja, ma na koncu si pa mrtev. Ja, pol si spala 3 dni, lahko še razmišljaš, kaj. Ja, ampak jaz sem mogla naslednji dan spet igrati. Šah je zelo naporen, glede zato, ker ja, Možgansko delo je hujše kot fizično delo, No, dosti krat. ne bi rekla, Ma ampak- dosti krat je. Je hujše, Je pa come on, res- je hujše. Dosti krat je. Ja, ljudje si mislijo, ne, pa se, okay, si tam sam sediš, ali se počivaš, pač Ja. ne, Ne. ful je naporno. Ti možgani res je imajo neko naporno. kapaciteto, ki jo moraš Ja. trenirati. Športniki imajo po tekmi fizioterapeute, masažice, imaš ti kaj za se sebe zrelaksirati. Ja, vaš podcast gledam, ne. To je Kaj ni treba razmišljati. Ni za kaj. Lej sponzor na drugi tekmi. Fora v tem, da to pa ni to. Ti, ko dobiš nasprotnika, ko veš, kako mi igraš, ti se moraš na njega pripraviti, ti ga moraš preanalizirati približno iz njegovih prejšnjih partij, kakšen je njegov stil igre. Lahko je nekdo napadalen, lahko je nekdo zelo agresiven, lahko ima je full strateg, lahko njemu ustrezajo odprte pozicije, zaprte, se pravi, to je spet neki šavski žargoni. Lahko ne zna končnic in pol rečeš, ok, jaz moram priti v končnico, da ga premagam. In moraš malo taktizirati in zbirati otvoritve, ki te pležijo, pa njemu ne. Zato moraš čim več otvoritev poznaš, pa jih razumeš, več lahko pol ti nasprotnika spraviš iz tira, ker razumeš, da on nekaj ne zna. In to traja kako uro pred partijo. Da ga se ti pripraviš na njega, pa najdeš nekaj, kar te postreza, da si ti zadovoljen, pa da veš, da nasprotnik recimo ne bo poznal. Fakov si športi v Čakaj, bistvu. samo nasprotnik ve, da on tega ne ve. Tako da se pripravi na to, kar on ne ve. Ja, lahko si ful- In on ve, da ti veš, da on tega ne V ve. bistvu pa narediš Ja, obratno in ja, narediš ja. tisto, kar ve in on, wow, to se nisem pripravil, ker vem. Ja, ne, tudi to je mindplay. Jaz recimo sem velikrat prišla na partijo, pa sem rekla, ne, zdaj mi bo igral to in pol igra tisto, kar jaz poznam in sem ono, pač, kaj zdaj najdem? Nekaj je najdem. Je najdeš slabost v tvoji intenzije, psihično. Ja, in pač to so te pa psihološke igrice včasih, ampak zato imaš pa tudi trenerja, ki ti pri tem usmerja, ker sama, pol pri meni, moji možgani grejo, oh shit, kaj pa to? Kaj pa uno? Ker ti Joj, prije pa ne tako za morem uho. tega. Prije za uho še pitati. To moraš narediti.
Ja, kaj med temi vašimi sprehodi, vi ne smete komunicirati z nobenim. Ne, med igro ne, pred partijo pa lahko. In glih zato pred partijo imaš ti nekega trenerja, ker recimo, kad ti si za igro že tako obremenjen, ne, ko ga rekla 5-6 tur ti bo igra trajala, jaz sem ponovno tista, ki sem zadnja v dvorani, zmer. Najdlje igram. V povprečju so moje partije daljše od ostalih povprečnih partij. Po mojem, moja povprečna partija 5 ur. Ne. Pa ne, si vzameš sajt, ne? Jaz rada razmišljam, ko sem rekla 40 minut, to so moje čas. Pa s tem jih ti zjebeš. S tem jim greš v glavo, stari, kaj ta dela tle? Ne da se mu več. Včasih se nekomu ne da več, pa sam nekaj igra, da je konc in ja, to mogoče malo moja prednost, da rada razmišljam. Evo, lej, long game, ne? To je maraton, ne šprint, ne? Tako, točno tako, ja. Trener ti pol namest tebe včasih preanalizira nasprotnika in on najde šibke točke in pol sam pride do tebe reči, lej, to boš igrala. Pol se lahko še malo rečeš, ne, danes mi pa to ne paše, kaj pa nekaj drugega, no in pol se malo pogovarjata, pol gre se čez variante, vključa se računalnik, ker računalniki nam zelo pomagajo pri teh pripravah. Samo kaj odpreš ti polni šah od Apple in kaj? In igraš. In kaj, kako to gre? Kaj to pomeni z računalnikom? Mi imamo šahovski program, ki se imenuje ChessBase, ki ga pač dobiš, loadaš na računalnik in v tem programu ti lahko importaš engine. Engine imaš pa ful različnih na svetu, Stockfish, Komodo, Deep Blue in tako naprej in vsak engine ima svoj algoritem in je pol tudi malo kontroverzno, ker engine je najboljši uporabiti v nekih momentih, ampak vsak ima svojega mogoče tudi in zato je tudi bolj zanimiv. Zakaj kontroverzno? Mislim, ni kontroverzno, je pa... Ne veš, kjer ga izbrati. Ja, včasih ne veš, kjer ga izbrati. Pa ne veš, kjer ga tvoj nasprotnik uporablja. No, ampak se vsem, to v bistvu na tem nivoju ti ni toliko važen, se mi zdi, ampak ja, računalnik, pa pol recimo, odvisno, koliko je tvoj procesor tudi močen na računalniku, ti pol recimo zračuna 30 potez naprej, 40, ker jaz sem sposobna sama v 15 minutah zračunati, ajde 15 potez, 20 potez, ne, okej, sorry, malo več mogoče. Čakaj, 15 potez vnaprej? Ja. Medtem, ker računalnik ti bo v 2 sekundah zračunal 40 potez naprej. 15 potez vnaprej, vključno z njegovo, ki misliš, da bo igral? Ja. Če jaz dam to sem, bo on sem, bom jaz sem. Koliko je verjetnost, da boš ti zadela v tej kalkulaciji? V bistvu ti se najprej vprašaš, česa se bojim. Jaz bi igrala to potezo in zdaj vprašanje je, kakšen bo odgovor nasprotnika, kaj mislim, da je najbolj za njega smiselno. Ja, kaj je najbolj smiselno. Torej ti v bistvu študiraš o njegovih potezah, ne o tvojih. Ki tvoja je samo ena. Tako, mislim, ne samo ena. Jaz si naredim poteze kandidatke, rečem, ok, lahko igram to so logične poteze zame. In potem rečem, ok, če igra to potezo, bo igral to, ok, kakšna je ta pozicija, jo ocenam, rečem, po intuiciji tudi malo gledam, kaj bi on igral. Se pravi, jaz ne moram vedeti, kaj bo, ampak kaj se jaz najbolj bojim. Po intuiciji pa tudi, kaj je moje znanje. Ne? Recimo, kak velemojster bo videl eno potezo, ki jaz ne vidim, oziroma jaz mislim, da je nesmiselna, njegova intuicija je pa toliko boljša. Gre toliko bolj daleč. Tako. Čakaj, ampak ti vidiš, zdaj ko si predstavljaš, ti vidiš chessboard, ti vidiš šahovnico, zdaj v glavi recimo in točno si narišeš tako v glavi, kako ti delaš? Ja, v bistvu si ti imaš šahovnico pred sabo in pa si sam predstavljaš, da se figure premikajo. Če ste gledali The Queen's Gambit, to tako je. Sem mislil, da si ti tako narišeš, veš, ko razmišljaš v glavi, da jo premikaš, cak, veš. Jure, mislil, da imaš ti neke kalkulacije. Ja, ne, dejansko sem mislil, da tako ti v glavi to vidiš. Eni pa naredijo, pogledajo pozicijo in zaprejo oči. Se tako sem mislil, da... Enim je pa to lažje, ne. Ampak ti gledaš v bistvu v šahovnico in gledaš, cak. Zdaj to se bo premaknili, ja, no, in pač do 15 v eni varianti 5 potez, v drugi varianti spet 5 potez, pol spet 5, pa se pa odločim, ta varianta najboljša, se bom odločil za to in pa grem vejat. Se pravi, kaj če nasprotnik ne igra tiste poteze, ki sem originalno mislila. Pol greš vejat, ampak kaj izbereš recimo eno, ki si ti zdi najbolj smiselna prvo in pol greš vejat, ja. Tako, ja, pol grem vejat, ja. Mislim, vsak ima svoj pristop. Tako, ki mu je najbolj udoben, ampak pač ja, meni je ta in recimo v tem pristopu ti veliko časa porabiš, ne, zato tudi razmišljam veliko, če posebej v kakšnih kritičnih pozicijah. Eni pa rečejo, glej, po intuiciji jaz mislim, da je to najboljša poteza in grejo takoj tja, in grejo takoj vejat. In če jim je končna pozicija... Pa kaj je tle, ki praviš, ta intuicija? Kaj je v bistvu to? Ja, feeling. Ja, ne, legit pač, kaj... Ja, cak. Si toliko samo zavesten, ali kaj pri šahu intuicija, ne, to je ono. Ti si v svojem življenju videl in igral ogromno šahovskih partij. Videl si jih več tisoč, igral si jih več tisoč in imaš že nekaj izkušenj, da veš, da v nekih določenih pozicijah so neke poteze logične, nekatere pa niso. In intuicija je tisto, pač, kar rečeš, lej,
to je zaprta pozicija, kralja imam zaprtega, recimo, ne, in po intuiciji moram zdaj igrati to. To je sam izkušnja, to so izkušnje. To razvijaš skozi čas. Pa koliko si v formi, ne, tako kot v ostalih športih, mi imamo tudi formo, ne, možgani. Ja, nima, se ni, ja, to je isto kot vsak organ. Kdaj je šahovski izrek, ne, šahovski, ja, zdaj sem pil, čakaj. Kdaj je nek šahovski peak performance, tipo leta ali kaj, kdaj si na vrhu za reč? Ali maste to, ni to? Včasih je bilo drugače, včasih več izkušenj si imel, bolj so te spoštovali, boljši si, se pravi okoli 40 leta recimo. Danes pa otroci, mladi začnejo igrati šah že pri 3 letih in ne hodijo v šolo, recimo kakšni Indijci, to je neverjetno, pač izobražujejo se doma, hodijo po tekmovanjih in oni so velemojstri že pri 12-13 letih. Samo kaj starajo tako uspešni te mladi? Ja, zdaj, če imajo podporo doma in sponzorjev, recimo danes imaš v top 100 po moje 20 Indijcev, medtem ko 30 let nazaj ni bilo nobenega, zato ker Indijci niso imeli svetovnega šahovskega prvaka. Pol je pa Indijec postal svetovni šahovski prvak, prvi velemojster in zdaj imajo 80 velemojstrov v zadnjih 30 letih so dobili. Ne? Wow. Zato, ker oni imajo tak mindset, oni bojo bili uspešni v tem, kar se lotijo. In so pri 13 letih velemojstri in pol do 18 oziroma možgani imajo značilnost, da do 25 leta zelo, oziroma najbolj do 20 zelo hitro srkavajo znanje. Ja. In te Indijci ful berejo knjige, ful se učijo od najboljših, ful imajo trenerje. Torej fiziološko, biološko tako. Največ. Ja. V tem času in pol, mislim, da je po 25 letu to malo je potem črta ravna, ne, oziroma bolj tako. Nazdol. Okay. Ja, mogoče še celo nazdol, ja. Pri katerih letih se šahom upokojiš? Lahko se ne. Imamo v Sloveniji velemojstra, ki igra že 70 let, mislim, 70 let, sorry, ima 70 let. No, tudi eden najboljših šahistov je bil na svetu Aleksandar Beljavski, originalno iz Ukrajine, ampak je živel v Sloveniji že ogromno časa. No. Je tudi, ga imamo za svojega in on recimo, on brez šaha ne more in je res, no, pač ne bo nehal igrati po moje nikoli. Kaj to je profitabilen šport, ki si rekla, veš, imaš sponzorje in to tle je kaj? Je neki, ni pa zdaj to, veš, ostali športi, žal. Ker šah res ni viden na televizijah, pa ne vem, na kjerkoli glasnih deskah, ni niti ful atraktiven za nekatere ljudi, ker v bistvu, recimo nogomet, jaz ga sicer ne razumem, pa ga pa lahko gledam, štekam, kaj se dogaja. Če bo pa nekdo gledal šah, ki ga nikoli ni videl ali pa sam zna premikati figure, pa ne bo razumel, kaj se dogaja. Moraš imeti že elo. Ja, moraš imeti že elo, ja. In mogoče je to malo problematično in zaradi tega tudi seveda manj sponzorjev podpira šah, ne. Ja, ni tako, ja. Ampak jaz mislim, da je šah taka ful igra, ki je dobra na splošno za življenje, te veliko nauči, no, taka miniaturna, ki ti pomaga razviti neke navade, kot pač logično mišljenje, pa umetnost kot razmišljanje, da razmišljaš po svoje, da iščeš predvidevanje nasprotnika, predvidevanje situacij, kaj se ti bo dogajalo. In mislim, da bi večina otrok vsaj, da bi mogli imeti na vsake šole nek šahovski krožek, da bi imeli sposobnost, da vsaj to probajo. Pa šah ni za vsazga, sej nismo vsi za vse, no, na splošno, kogarkoli pogledaš. In pač za ene je, za ene ni, ampak tako se mi zdi, da je ful lepa igra. Kdaj si kaj videla tako v vsakdanjem življenju mi je prišlo prav? Greš v Mercator, če kupim tega piščanca, bom lahko naredila toliko kosil. Ja, kako ti je kaj prišlo prav? Grozen je, tako, ja. Mislim, pride mi prav, ker je grozen, ker se ne moram odločiti. Pač, jaz pol vse premislim vnaprej, pa rečem, čakaj, se mi zdaj to splača, kaj pa če vzamem jutr, kaj pa če prijem jutr, kaj pa če zdaj vzamem, pa jih vzamem več. Mislim, da bi bila ti v vsakem primeru taša, sem da igraš šah še zraven, veš? Ne, to je dobro vprašanje. Čakaj, ko pa recimo najdeš fanta? Ta bo bil dober, če mogoče bom pol. Če naredi to, ok, če ne vejam. Ja, a se ta red flag lahko spusti, kaj pa če ga še enkrat sprovociram, da to naredi, pa če isto naredi, pa ne, a veš, da, mislim, to vse poteka tako pri nas, ker se enkrat šahistin je kar malo tako grozen. Drugače, če gremo še nazaj na tekmovanje, sam zaradi tega, ker zdaj se spomnim, bila ena kontroverzna
stvar zunaj, ki v bistvu se je obtoževalo enega, da je imel nek vibrator v riti Ja, točno. in da je goljufal. Kaj misliš, da je bilo to res? Veš kaj o tem? Jaz poznam oba, ki sta bila del tega, torej Magnus Carlsen, svetovni prvak takrat, no zdaj je odstopil od svetovnega prvenstva. Zakaj? Zakaj je odstopil? V bistvu on se je šaha naveličil v smislu, kako sem rekla, otvoritve, računalniki so prišli in zdaj ti se moraš pifljati otvoritev. Ni več toliko razumevanje, pa umetnost, kot je bilo včasih. 50 let nazaj ti si imel šahovnico in ti si delal to, kar tebi tvoja domišljija dopušča, tvoje znanje povezuje. Danes se moraš ti napifljati otvoritev, to si rekel, več pozicij, ki se napifljaš. Analitično. Tako. In njemu je enostavno to ni več zanimivo, zato ker vsak, ki se nauči te otvoritve, ti lahko igro remizira, ker šah je v osnovi remi. Sej to. In tisti, ki ima toliko znanja, se bo napifljal 30 potez in pol imaš pa itak samo še 10 potez do končnice lahko in vsak ti pol zna končnico remizirati. In njemu je ta format počasnega razmišljanja, ki partija traja, on je imel rekord, on je postavil rekord, mislim, da je najdaljša šahovska partija 7 ur 45 minut. In on se je za recimo tisti dvoboj pripravljal par mesecev, ne? Da je pol na koncu bila tista partija remi. Mislim, in njemu je enostavno se je rekel, jaz bom igral svetovno prvenstvo, če zmanjšate časovni format, da se poveča možnost napake mene in nasprotnika, da bo zanimivo. Jaz to igral te hitre, ne? Tako, on obožuje pač hitro potezni in pospešeni šah. Tako, in on je odstopil zaradi tega in on je rekel tudi svetovni federaciji, jaz bi z veseljem igral, dajte hitrejši format, pa več partij, recimo dajte format 30 minut ali pa 1 uro za vsakega in 20 partij, pa bomo naredili šov, drugače pa pač se meni tega ne da več. Magnus se je zmislil, da bomo naredili freestyle chess. To pa pomeni, da so... Repa ste vmes. Ja, bi bilo to ful zanimivo zdaj, kaj si rekel. Pa ti bi rabo biti šahist, ne, oziroma v našem biznisu. Jaz bi bil ni ta glup, ki bo dominiral Mona. Kaj se je zgodilo? Pač ti imaš začetna postavitev šaha je taka, kaj je. In on se, mislim, se to že obstajalo, ampak on je zdaj naredil prav resno tekmovanje iz tega. Kaj pa, če figure ne bi bile postavljene na svojem mestu? Kaj, če naredimo random postavitev, ki ga zbere računalnik? In začne z neke druge, čist neke nove pozicije. Mislim, random po celem polju ali samo štartno? V bistvu samo štartno, ker že v osnovi mislim, da to pomeni, da je več kot 100 možnih pozicij, se pravi, da to ti naštudiraš, pač moraš imeti preveč torej, časa. Te začetne pozicije. Tako, se pravi, kmeti morajo biti vedno na istem polju, zato ker kmeti ne morajo biti nižji, zaradi pač osnovnih pravil šaha, ampak recimo kralj, kraljica, lovec, konj in top, to so pa pomešani med sabo. Jaz mislil, da to pomeni, ki si rekla freestyle, board je že narejen, ti se usedeš sem, ti sem, igrajte. To bo pa pol naslednja faza, ko bo ta propadla. Ampak zaenkrat to ful deluje, zato ker pač ti dejansko končno spet lahko igraš iz svoje domišljije, ti imaš neko pozicijo, ki ne poznaš, ker računalnik ne pozna, ker računalnik ne bo ocenil, tudi ti se ne boš pripravljal in končno ti deluješ sam iz tega znanja, ki ga imaš. Ja. Ampak igrajo pa še vedno kon na L, tako, kralj na... Pravila so ista, samo da so čisto osnove, ampak mislil bi se človek, pa se to pač pride pol isto, whatever. Ni, čist drugo je. Zato, ker ti končno nisi napifljan teh stvari in ti zdaj greš iz tistih več možnih pozicij, ki si imel prej. To si probala? Sem res enkrat probala, sem igrala prav tekmovanje, pa se nisem dobro znajdla, ker je kompliciran, bolj je kompliciran. Recimo, kralj pri nas lahko rokira na daljšo pa krajšo stran, da je na varnem in polkrat naenkrat imaš ti drugačno postavitev in sploh ne veš, a lahko zdaj rokiram kralja, kam ga lahko dam. Kako pa je to pravilo? V bistvu pravilo je tako, da ti lahko vseeno rokiraš na kratko ali pa veliko, ampak mora biti vse figure v tistem, med kraljem in trdnjavo spucane in pol še na tisto stran, ko hočeš rokirati, mora biti tudi spucane. Več kompliciranje. Na hitro, kaj to pomeni? Na hitro ne morem pojasniti. Da zamenjaš. Ne, rokiranje je, da jih zamenjaš. Tako je. Se pravi, trdnjava pa kralj se zamenjata. Ok. Magnus Carlsen in incident z unim. Vibrator ured, pardon, Jure. No, gospod Hans Niemann je tisti, ki naj bi imel ne vibrator, ampak analne kroglice. Ja. Kaj se je zgodil? Magnus
je imel res tisti dan slabšo partijo, ampak je že nekaj časa sumil, da ta Hans, Američan, golfa. Zdaj, kako bi Samo to se res sliši malo tako, ki je vse tiho. Kaj ga je videl, vsak toliko je malo, je čujem ga. Ne, ampak kako je zdaj problem? Problem je, da velika so napredovali računalniki, tudi tehnologija. Ti lahko daš, recimo, najdeš nekoga, ki je golfov, da je imel vibrator v čevljih, vibrator. Pač Neki nič ne rabi, lahko te malo strese. Tako, strese, recimo, takrat, ko je kritična situacija, te strese in porečeš fakt, da moram pa razmisliti. In ko si na njegovem nivoju, kot je ta Hans Niemann, on je res velemojster, tam nekje okoli 2500 je bil takrat, je to za njega čist dosti, da mu ga nekaj pač klikne in bum, to je to. In recimo, zato imamo mi pri šahu, ne smemo imeti telefonov v sabo, ne smemo imeti kulijev, zato ker kulji so lahko danes tudi, boh ve kam imaš noter, ne smeš imeti ur, nobenih. Lih sem študiral, to je bilo dobro na uro, kaj dati neki. Vse posod lahko daš, lahko v zgleda Wuhan. analogno, v bistvu pa digitalna, recimo, ne. Že lahko si ugradiš, pa recimo tisti, ki bomo imeli kakšen Neuralink v glavi, ne bomo mogli igrati šaha, verjetno, ne? Ja, ono pol prepovedano. Je recimo zdaj Ray-Ban, ki je naredil očala, ki imaš kamero gor, ne, to bo šlo sam še dlje in pol naenkrat tisti, ki bo imel očala, bo imel prednost v šahu. Torej, slepi, pripravite se. No, okej. Ampak ja, no, v glavnem, in kaj je bilo, mislim, zakaj so oni njega obtožili nalnih kroglic, ker mislim, da se je Hans mogel tam sezut, pa res so ga pregledali s temi detektorji kovin. In niso nas zaznali, ne? Ja, ne vem, kaj je bilo, pač v bistvu mislim, da je tabloid to naredil sam zato, pač, da je naredil neko zanimivo stvar iz šaha. Pa moraš dati Čakaj, je bilo zdaj kje na tem ali ne? So mu potegnili ven te kroglice, se ve, niso? Ne, mislim, da jih ni imel, ampak toliko dobrega pa ne poznam. Poznam ga sem toliko dober, da vem, da je sposoben malo crazy stvari narediti, da ne bi me presenečali, če bi kaj takega probal. Ampak mislim, da ne, ker ona da sta šla prav pol v tožbo in mu niso mogli dokazati goljufije. Ja, kaj pa, če bi pojedel neko stvar, veš, da ti v želočku malo naredi, pa milijon, ja pač, ne? Ja, pa sem ti za tebi se to prebavila. Ne, uriti je res najboljše. Nema, okej, se bi, recimo, se veš, ki, ja, okej, ampak da poješ in da veš v želodcu notri. To ti lahko ne zazna. To ne čutiš, v želodcu ne čutiš. Ja, veš kaj, kislina, želodec in to. Raj imaš kaj na zapestju ali pa klele gor, kaj imaš, ampak tem, kaj to te pregledajo. Zaznava, ja. Zdaj, jaz mislim, da če daš neki kako napravco v želodec, to glih ti sploh ne bi zaznal. Kaj, če si znalaš fentaš ti po nogo, da pol ti zamenja z unim železno palco. Mislim, lahko golfaš, kakor hočeš v resnici. Ja. In pol si ga daš gor in ti ne more piskati, ker ima železno palco. En velemojster v Evropi je v bistvu ni bil nič posebnega, pol se je pa upokojil in je kar naenkrat zrastel z ratingom za 300 točk. In je, koliko ni bilo jasno, pa kaj je on pri 50 letih, halo, pa kako. In kaj se je zgodilo? On je hodil na WC in na WC-ju imel skrit neko napravo in je gledal, pač, ampak mu niso mogli dokazati. In dokler ga nekdo ni ilegalno sliko od gor iz štanta, ki je sedel na WC-ju in gledal na telefon, me šahovsko partijo. In goljufija, zato je problem pri šahu, ne, več ko se tehnologija razvija, bolj smo v nevarnosti, da bomo krajše igre bo mogli biti, ne? Krajše igre in ja. Ma kaj ni to zanimivo, tako, ker fan, zdaj je to, zdaj so pravi skillsi bojo prišli ven. Zdaj ste ta nek long format osvojili. Prej so bili pravi skillsi, ne? Ja, pred tehnologijo so bili pravi skillsi. Ja, ampak zdaj je to nekako osvojeno. Ja, osvojeno, ne. Ja, kaj, in zdaj boš računalniku rekel, da igra na mesto tebe, zakaj pa pol nekaj računalnik proti računalniku? Ne, mislim tako, kot je, ful štekam tega, ki si pravila velemojstra, da mu je postalo malo dosadno. Pač me je bilo malo tako, ajde gremo nekaj novega. In zdaj spet, da lahko ti te tvoje skillse pokažeš, to mora biti zdaj ful zanimivo. Kaj, skillse, da znaš uporabljati tehnologijo? Ja, ne, skillse, da ti znaš igrati šah, to. Hoče povedati, da mu je všeč, da je ta nova metoda. Nasploh vse, ne, in pa tehnologija tle ti spet ne bo mogla pomagati. Ja, tako. In se bo ful bolj cenilo tvoje sposobnosti kot računalnik. Ja, to je. Ampak problem je, ko spet priješ do neke pozicije, računalnik spet šteka pozicijo, ker je toliko pameten oziroma ker ima to sposobnost tehnologije in pol ti spet, pač nekdo ti lahko ne zna začetnih 10 potez, pol ti bo pa vse odigral po računalniku in bo vse enalo zmago, žal, tako je. Nagi boste mogli biti, to je to. Dejansko, to je rešitev. Preden še gremo, torej, igre je konec. Kaj se zgodi pol? Denarna nagrada. Handshake.
Ja, handshake, absolutno, fair play. Pol pa se greš jokati v sobo, verjetno, če si zgubil. Od sreče? Ali pa proslaviti, ne, če si zmagal. Kako izgledajo proslave šahovske? Šampanc. Zgleda je tako ono, je ono, ali je bolj ono proslava? Ali si ono, konec, bašta. Ja. Ja, oboje. Mislim, fora je tem, da mi šahisti smo itak med sabo tako malo že povezani in recimo mi imamo med šahovsko olimpijado, ki je praktično olimpijske igre, imamo prost dan, kjer se naredi žurka, sam za šahiste. Lepa. Ja, tako da tudi mi se moramo sprostiti. Kje je moja kraljica? Ja, ne. Kaj še imajo pick-up line šahisti? Dobro si ga dala naprej. Joj, ti so, joj. Ja, še kar nadaljujte, da jo slišam. Kaj sta pripravila? Ajde, Jrdej. Kaj ti skačeš kot ta konj čez figuro? Zate bi žrtvoval kmeta. Ali pa, ja. Kaj? Ne, sem hotela reči eno želivo. Vsak kmet lahko postane kraljica. Motivacija. Ja, uljavno. Ne, imaš kakega. Mi smo spet pozabili, imamo člani škatlo vprašanj, Okay. tako da ti bomo dali eno vprašanje. Koliko jagod bi lahko stlačili v usta naenkrat? Jagode so komadič. Odvisno od Koliko velikosti. so velike jagode? Pa neka klasična. Dobro, sem videl že une jagode, ki so... No, jagodka. Kaj je sve? Ja, Osem jagode tu usta, laganina. 10 sigurno. 10. Ker usnice so tako... Ja, ampak da jih ne dosti zgrizeš, veš. ne moreš jesti, ne smeš jesti. Ja. To je tako marshmallow, samo da pač se ti ne Da slaši. so trde. 8, jaz sem rekel Jaz sem 8. malo večje usta, 10, ajde. Kol 5. Jaz nimam sposobnosti Za za jagode. velike usta. Imaš kakšno vprašanje za nas ti? Vedno vprašamo na koncu. Nisem se pripravila, evo. Ja, v bistvu, kako sta vidva sploh, ne, vidite, to že vem, kaj itak follow. Sem hodila vprašati, kako sta prišla na temo podcasta, ampak v bistvu sem to že slišala. Fake fan. FF. Ja, ne, mislim, kako vam v bistvu v podcast gre, pa če ste v bistvu vesela z tem, kako sta iztržila iz tega, pa če bi hotela še kaj spremeniti, dodati. Pardon, ja, fucking moramo naznaniti. Live podcast imamo. Imamo live podcast, zdaj da pogledam datum, 24. marec, imamo prvo super novi rudnik, sem si napisal danes teme, da moramo povedati in mi je čisto šlo iz glave. No, evo, hvala. O mami, ja, 24.3. prvi live podcast, člani ulete, nekdo bo še z nami, kdo še ne vemo, ampak nekdo bo, live podcast. Ja, ok, odgovori za vprašanje. Ja, pardon, to sem mogel naznaniti. Ne, Okay. super, odlično. Vabljena tudi ti, seveda. Če smo iztržili iz podcasta in kar smo si želeli, kaj smo se naučili. v smislu, Pa tako. kako boste šla naprej, ker zdaj mislim, ker verjamem, da ta biznis ni tako simpel, ne? Ja. Mislim, a sta zadovoljna? A mislite, Meni je simpel, ki je Matej tako fajn. Ne? Meni je mama sin... je družba, ne? Fajn, To je to, se družimo s kolegi in klepetamo z najboljšimi na svetu. To je kar simpatičen Je biznis. fajn, no? Ma lej, v redu je, lej. Tako. I guess. Ampak tako, vam je kdaj tako, ker recimo jaz sem pa včasih streamala v živo na Twitchu, šah, tako pač kao kot streamerka v času COVID-a, ker nisem imela več drugega delati. In tako včasih ful pogrešam, včasih pa si rečem, dobro, da nisem. Tako, a se vam kdaj včasih kaj ne da, ali tako sta excited za vsak teden? No, odgovori ti, meni se vedno da. Meni se včasih malo ne da. Vse ne, ja. Ampak zato, ker mogoče kdaj preveč stvari, pa veš, to ni Bi rekla tako... mir za soboto, ne? Ja, ni tako enostavno to v resnici. No. Ja. Meni se pozna, če imam težek teden, težek dan in moraš sem priti 100%. Ja, in pač imaš to obvezo, da moraš to delati. Ja, ni druge, pač, moraš, Ja. pač jaz sobot nimam več že koliko? 2 leti. 2 leti. Ne, res ni več sobot. Ne? Ja. Ampak tako, jaz osebno vsaj na to gledam, ki vsi na social media so full. Ma ja, če imaš slab dan, povej, pač bodi slab. Meni mi ni do tega. Pač tle sem za folk, tle imamo en job za pač narediti. Vsaki rap, dej 100%, to je pač kot Ja. job. Samo to pol pusti tak na tebi malo pečat. Ja, in to Ja. te kašenkrat te Je. zna utruditi, no. Ja. Jaz sem imela isti problem, pač ko. Ful mi je bilo všeč, ampak tudi pol pa recimo si imel kakšen spit ali pa si imel neki pa tekmovanje, pa te spet ni, recimo, sej,
vidva sta itak aktivna tako na splošno, nista samo v podcastih, ne? Ja. In, Radio Hit, checknit. Smo na Radio Hit. vem, ja. To je to. Ne, dejansko je prejšnji teden, sem šel jaz snemat epizodo prejšnjega tedna na eni uri spanja in je bilo bizarno. Dobro si šel čez drugače, sem pol govoril z Jakobom, smo bili dobro šel čez, preživel oboje, ker si snemo še radio. Ja. In Samo ga ni bilo pol do naslednjega dneva. Ja, ne, pol sem spal 13 ur. Točno tako je. Ampak dejansko smo snemali podcast in radio, meni je to ful lepo delati Ja. in na tej eni uri spanja pač itak delaš, te utrudi, ampak ti da energijo, ker ti je nice delati. Te je napolnila ona z energijo. Ja. Pol je nekako to, Ja. gor pa do, in pol me je zmanjkalo 13 ur koma. Gremo še na vprašanje, a? Pa gremo še na vprašanje. Shout out Red Bull, šefica Maja, hvala za Red Bulle. Preden pa začnemo snemati, kot si videla, damo na naše Instagram eno vprašanje, da nas ljudje kaj vprašajo. In danes so nas vprašali. Vidmar.tim, katera šahovska figurca ti je najbolj seksi? Ja, mislim, se mora biti kraljica, ali? Meni je drugače trdnjava seksi. Loki si hotel reči trdnjava, je kar. Neki. Ful lepe oblike je. Res? Ja. Wow, Če to pa še ne, nisem slišala. dejansko vsi šahovski seti imajo konje neki ful jako narejene. Ja, če konj lepo narejen je konj, ja, absolutno. Ampak zakaj je fora, da je konj uni ta seksi vedno nek? Zato, ker kralj mora biti zmeru ta največji pa križ, mora imeti gor, kraljica mora imeti krono, valjda pač. Pomaž pa pač lovca, konja pa topa, zdaj trnjava je trnjava. Ja. Kako noga narediš, ne? Elegantna je trdnjava. Tako, pol pa moraš narediti figuro, ker figure morajo biti prepoznavne, kaj igraš, ne? Konj je res vedno nek... Konj je pa lahko, konj lahko naredi. Samo kaj, konj je najbolj taka figura, ki te lahko preseneti. Kjer je taka ona figura, ki je najbolj zahrbtna? Ja, glih konj, po mojem. Je konj, ne, ker ga... A? Lej, je konj stari. Ja, ker skoči, ne, čeprav ti kakšen Ja, tale mislim, tako je. tekač ne zna biti. Vse figure se lahko zahrbne, ampak dobro, kraljica je itak tista, ki ima največ Njo riča. pričakuješ, da bo. Lahko nekako pričakuješ, ampak tudi kdaj spustiš. Glede to, ker je toliko možnih pol, Ja. včasih kjer spustiš. Meni so lovci tak tihi ubijalec, ne vem zakaj. Je, So one taki- diagonalčke, kar Vsi se reče lovski par od Boga dar, kaj igramo šah. Ok, dobro, naslednje. Špela.persak 8, najljubši opening move. Ja, The Queen's Gambit, ne? Nismo nič sicer o tem govorili, ampak Damin Gambit, D4 in pol žrtev kmeta v drugi potezi. A, kaj Tako pa je, je to? all in. Damin Gambit se začne pred kraljico za tej polji. Aha, kmet. Tako, in potem črni zelo pogosto tudi pred kraljico da nazaj, da si te simetrija. In beli odigra C4, zdaj težko vam razložiti, zapravo kmet, ki je bil zraven tega kmeta pred kraljico, gre za dve polji in se žrtvuje takoj. Črni ga lahko vzame za ston, brez da... Aha, to je uno, ena in še ena. Dve in ena. Damin Gambit. To znam še jaz. Lepo To je Queen's Gambit, se reče tej potezi. Tako po seriji. Kako se pa še kakšna kliče taka poteza? Ja, zdaj otvoritev so ponovadi po mestih, se pravi, potem imaš sicilijanska otvoritev. Kaj je to, neka mafija, neka zahrbna, neka... Ja, to je najbolj agresivna otvoritev drugače. Ja. Potem imaš francosko otvoritev, ki je v bistvu najbolj skrčena otvoritev. Karokan, to se imenuje po dveh velemojstrih, skandinavska otvoritev, London sistem, kraljevi gambit. To mora biti hudo, da si toliko jak, da imaš neko special move. da je Kaj po pa tebi. pomeni gambit? Gambit pomeni, da ti nekaj žrtvuješ v zameno ponavadi za prostorsko prednost. Zdaj ti to žrtev lahko, ti to, kar žrtvuješ, lahko dobiš materialno prednost nazaj, pa boš potem mogoče v malo boljšem položaju, ker si že dobil malo prednosti, pa dobiš nazaj material. Včasih pa prav žrtvuješ, pa rečeš, nočem tega materiala, recimo kmeta. Jaz hočem imeti pod kontrolo celoten center in posledično, da nasprotnik ne bo mogel kam razviti figure in se bo zlomil. Tako da gambit je pač žrtev. Luc_JJE, kebaba ljufka. Kebab. Jufka, bi tudi jaz rekel. Čeprav odvisno od... Ful, odvisno od muda. Ja. Jufka je dražja. Ja, zdaj ne Ker jaz sem vedno jedel pač kebab, ker je bil cenejši. A dej ne, sem zato. Ljufka je večja, ti da po Ja. Ma ni ja, večja, stari. je. Ma iskreno je meni boljši kebab, veš? Res? Mi je boljši kebab. Jufka je dražja, to mi že zbije malo. Meni je dober kruh od kebaba, ki je mehak. Ja, ampak včasih je pa kruha malo preveč, tako da... Mora biti jufka kar ti glih mesnat, prav- mora biti mesnat.
Jaz ful nisem glih ful mesojedka, pa mogoče zato. Imam rada, če več zelenjave noter. Okay. No, Bem, še zadnje vprašanje. Miha Strehovec, kako pomembno vlogo je igral Robert Kodrič v tvoji šahovski karieri? Šarovt osnovna šola Nove Jarše. Ja, on je bil pa moj sošolc v osnovni šoli, Miha. Tako da, ja, Robert, jaz sem začela šah gledati tako v osnovni šoli in če recimo jaz ne bi se upisala na šahovski krožek, jaz danes ne bi bila kle, zato ker v Ljubljani nismo imeli ne šahovskega kluba, v Ljubljani ni obstajal šahovski klub, mislim. To je weird, ja, drugače. Tako, ni bilo nič, ni bilo akademije in trenerje pač si mogel poznati, da se jih najdu. In nismo imeli tudi vse osnovne šole šahovskega krožka in Robert Kodrič je drugače učitelj geografije, v bistvu profesor geografije. Šarovt Mona. Ja, in on se je s šahom ukvarjal zato, ker ga je pač imel rad in on je imel v svojem prostem času šahovski krožek. In je v bistvu navdušil zelo veliko od nas, da smo sploh začeli igrati šah in on je nas sam vozil na tekmovanja z avtobusu. To vse delal iz svojega dobrega srca, ker šola za to nič ni krila, vsaj na začetku upam, da zdaj kaj krije. No. In ja, brez njega jaz ne bi bila sploh šahistka, ker ne bi imela kam iti. Jaz ne bi vedela, kje sploh lahko šah igram, kam se lahko pišem. Danes šahovski klub Ljubljana obstaja. Mislim, da se je ustanovili leta 2013-14. In imamo končno tudi šahovsko šolo. Ker drugač pa... No, jaz sem tudi naredila en šahovski tečaj, sicer v slovenščini, zato ker vse na YouTubeu v angleščini, pa sem ga naredila pol tudi v slovenščini, je na Neotu, se mi zdi. Ampak ja, ne, ni veliko tega in sploh ne veš, recimo, če kak otrok se interesiran v šah, ne, kam bi šli? Recimo, jaz sem mogla hoditi v Komendo, zdaj ne vem, če vi da veste, kje je Komenda. Raubar Komendo to? Ne. Jaz sem, da tam so vedno... Komanda je ono. Komanda. Ne, Komenda, to je... Sorry, Manič. Geografija. Ti mogla malo Kodriču poslati? Ena za šah, ena za geografijo. To je tam nekje vmes med Kranjem pa Ljubljano, glih nekje vmes. In mene so mogli starši, jaz brez staršev ne bi sploh znala mogla igrati šahe, ker oni so me pa pol vozili vse do Komende, če sem hotela trenirati, igrati. Kapo dol, support system. Ja, support sistem in sem ful vesela in Kodrič in potem od Kodriča brat, Martin Kodrič je pa FIDE mojster, je pa na višjem nivoju, pa sem pa k njim domov hodila trenirati. Oh, wow. Ja, no tako da ja, zato sem tukaj, ker zato sem danes vele mojstrica. Drugače, zato je danes na podcastu, tako da lepo hvala učitelju geografije. To je highlight mojega življenja, se pa lahko poslovimo. Ja, to je to, ne? Ja, shout out. Najboljši barber na obali, Barberian. Ej, Boštjan, belekat smo na Barberian Squad Mona, včeknit. Res dobro strižejo. In imamo še El Toro Steakhouse, ki ima najboljši burger, člani burger in dosti druge dobre hrane. Obiščite jih v Kopru. Uživajte, hvala, ker si prišla, s čujemo. Ciao, like, share, subscribe.